Dober večer. Lepo pozdravljeni na našem že 8. večeru AmCham Young platforme, kjer v družbi top potencialov slavimo 10 let platforme Young in odštevamo do velikega finala, kjer bomo dobili že 10. AmCham top potencial leta. Danes mi je pripadla čast, da lahko 20 minut preživim z Deano Jezeršek, AmCham top potencialom 7. generacije, sicer pa direktorico jezikovne šole Language Sitter in lahko rečem tudi mojo prijateljico in neke vrste sodelavko. Deana, dobrodošla in hvala, da si z nami danes. Živijo, Brina, hvala za tako lepo predstavitev. Ta prijateljica del mi je bil najbolj všeč. No, me veseli. Kje naj v bistvu sploh začnem? Verjetno se nam vsem najbolj vtisnila v spomin, ko si na finalu tvoje generacije in na izboru za AmCham top potencial leta rekla, da je tvoja misija v življenju, da si želiš spremeniti izobraževalni sistem. Imaš svojo jezikovno šolo, si pobudnica projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Nekako bi lahko rekli, da ti počasi uspeva, a ne? Najprej, vedno dobim to servirano, ne? Spremenila bom izobraževalni sistem. Šla sem prav gledat, kdaj sem jaz to rekla, ne? In v bistvu sem v prijavi napisala, spremenila bom način poučevanja, kar je malo bolj ozko, ne? Pa tudi začela bom tam, kjer sem najbolj dobra v tujih jezikih. Ampak, kaj se pa je na top potential, tem finalnem večeru res zgodilo, ne? Že pred tem dogodkom ste me vprašali, kje bom pustila svoj pečat. In takrat sem rekla, na področju izobraževanja. In na tem finalnem dogodku sem res vse, kar je prihajalo na temo izobraževanja in do tega finalnega dogodka, je bilo vedno tako spontano, pač iz mene, nikoli planirano, ampak očitno je bilo to v meni in vedno, ko je prišla priložnost, da se govori na temo izobraževanja, sem bila malo bolj glasna, ne. Potem pa, spomnim se po dogodku, je do mene prišel Bogo in mi je rekel, bravo, kaj si zdaj ti naredila? Pred vsemi si na odru dala obljubo. Zdaj imaš odgovornost, da jo pa izpolniš. In jaz sem ga gledala in sem rekla, jaz sem bila res pod adrenalinom, ampak jaz tega nisem nikoli rekla, jaz to rekla. In šele potem sem videla, da vse, kar sem govorila, bi se res lahko povzelo v to, pustila bom pečat na področju izobraževanja. In to je naredil AmCham, a ne, temu mojemu spontanemu govoru o izobraževanju, tudi to, kar se je na Language Sitterju dogajalo, ste zdaj dali en prostor, eno ime, eno obliko. In moram reči, da od tistega večera naprej se je potem začelo vse malo bolj smiselno in zavestno odvijati. Tako da sem vam za to izredno hvaležna. Pač to počne AmCham, ne. Ti prideš tja, pa rečeš, tukaj imam nekaj, pa vi rečete, glej, to je tvoja misija, pejt sem, ti bom nekaj pokazala. Tako da res hvala. Takrat je bil en tak prelomen dogodek in tudi, ko sem prišla nazaj v Language Sitter po tistem dogodku, je tudi vse za nazaj dobilo veliko večji smisel in tudi za naprej se je pot veliko bolj sfokusirala, no. Tako da, hvala. No, me veseli, da smo malo pomagali pri tem tudi mi. Pa greva mogoče vseeno malo bolj na začetek tvoje poti. V bistvu tuji jeziki zaznamujejo tvoje življenje po študiju in po času, ki si ga preživela v tujini, si se vrnila in ustanovila svojo jezikovno šolo. S tem nekim načinom poučevanja, ki ga imate, ste trendsetterji pravzaprav na trgu učenja jezikov. Mene pa zanima, od kje je prišla ta ideja, na kaj si najbolj ponosna v vsem tem času in mogoče kam greste naprej? Ja, jaz sem bila prej že v času študija, pa po študiju dejavna v turizmu in se mi je zdelo, da je to prostor zame. Ampak nekaj je manjkalo in ko sem se preselila v Švico, sem začela delati za agencijo jezikovnih potovanj. Tam pa je bila ena zmes turizma in jezikoslovja in takrat je meni postalo jasno, da me je v turizmu gnalo samo ta povezava s tujimi jeziki. In takrat ko sem delala za to agencijo jezikovnih potovanj, ESL, sem imela možnost sodelovati s 300 partnerskimi jezikovnimi šolami po celem svetu.
In pri vsaki sem kaj videla, kako delujejo, in moram reči, da me je kar razočaralo, kaj je v bistvu na globalnem trgu, kako se poučuje jezike, ne. In v meni je raslo tako ena frustracija, tudi to, da smo to prodajali, ker sem rekla, zakaj mi teh ljudi, ki se hočejo naučiti tujega jezika, ne vprašamo, zakaj ga sploh rabijo, ne. Mislim, z vsem spoštovanjem učenjakom iz Oxforda in Cambridgea, ko delajo vse te materiale in jih zapakirajo v učbenike, po katerih se potem cel svet uči, angleščine recimo, ampak noben nima tebe v mislih, ko to piše. In se mi je zdelo, da delamo znanost iz ene take preproste stvari, kot je jezik, komunikacija s sočlovekom, in da smo čisto ubili ta primarni namen komunikacije, ne, da ti preneseš svoje sporočilo uspešno in da ga sprejmeš. In zakomplicirali smo ga predvsem slovnico, poudarkom na tej perfekciji. Saj poglejte, kdo pa zna slovensko popolno, ne? To pa pričakujemo mi, ko govorimo tuje jezike, ne? In že preden sem šla v Švico, me je veliko ljudi spraševalo, pa daj pomagaj mi najti eno jezikovno šolo in tako, ampak noben ni zaključil, ne? In takrat sem videla, skupno jim je, da so prezaposleni posamezniki, ki jih jezikovne šole njihovih potreb ne nagovarjajo. In preden sem se vrnila v Slovenijo, sem na glas razmišljala in bentila čez vse, kar je, kje bom jaz sploh delala, ko se vrnem v Slovenijo, pa ne zaradi straha bom dobila službo, to me ni skrbelo. Skrbelo me je, da ne bom dobila službe, ki mi bo všeč. In vem, da ko sem govorila o tem izobraževanju in kako poučujemo tuje jezike, mi je mož rekel, sploh ne vem, kaj je bilo, ampak nekaj je rekel, kakor, zakaj pa ne prideš ti k stranki, nekaj v smislu poslušaj jo, ali ne vem, nekaj je premaknilo cel fokus in sem rekla, ne to, ampak v to smer. In potem je ta ideja rasla in ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem po enem naključju se tudi dobila z Martom, ki je bil tudi moj sošolc na angleščini. On je imel eno drugo idejo, smo se pogovarjali nekaj čisto drugega in potem sva začela govoriti o tem, kako bi se dalo drugače poučevati jezike, on je tudi jezikoslovec, in sva gledala, narediva mi pa to, pa dejva, ne. In ustanavljala sva praktično podjetje, ki je bilo butično, nagovarjala sva skupino ljudi, ki je relativno majhna, ne, prezaposleni posamezniki v primerjavi z jezikovnimi šolami, ki so res nagovarjale pač vse, ampak se mi je zdelo, ja, vse, ampak teh prezaposlenih s fiksnimi urniki in s prepravljenimi učbeniki ne nagovarjate, ne. In smo samo to vzeli, bil je še čas finančne krize, ampak zdaj sem vesela, da je bil to tak čas, ker sva res lahko se počasi učila. Mart je prevzel vodenje, jaz sem takrat dobila malo bolj proste roke in več časa za izobraževanje in potem je ta Language City res lahko počasi se razvijal in še zdaj smo popolnoma zvesti istim vrednotam in isti misiji, isti viziji od prvega dne naprej in sem zelo ponosna na to, no. Pred kratkim si prevzela tudi vodenje Language Cityja, ker smo ti Marta v bistvu ukradli mi na MTM-u. Pa vem, da se je vmes zgodila korona in da so se zadeve začele obračati čisto drugače, ampak a je zdaj kaj drugače, ko si dejansko prevzela to voditeljsko vlogo? Tako bom rekla, z Martom sva se ves čas pogovarjala o tem, da verjetno ne bova večno tukaj, in da ima on svoje ambicije, jaz svoje in tako da tudi to, da je izrazil željo in potem tudi to odločitev, da gre malo še drugo pot, je bilo čisto logično, nobenih presenečenj in sem pa vesela, da sem lahko rasla teh 7 let zraven Marta, ker iskreno direktorske pozicije jaz takrat ne bi mogla prevzeti. Tudi on se je učil, ampak on je imel željo, potem. Jaz sem pa res samo to izobraževanje hotela in v teh 7 letih sem res rasla in tako niti malo me ni bilo strah zdaj prevzeti podjetja, Tako, on je rekel, imaš to, jaz sem rekla, imam to. Tako da
Zdaj, če je kaj drugače, verjetno ja, na dnevni ravni se občuti, verjetno se tudi kakšna niansa čuti, ampak kot sem rekla, vrednote in vizija podjetja ostaja identična. Tako da na zunaj se sploh mislim, da te razlike ne opazi. Kako pa, kakšen tip voditeljstva ti je pa blizu? O tem zelo veliko govorimo tudi o AmChamu, tudi o AmCham Young Professionals, v vaši generaciji ste verjetno o tem veliko govorili. In zanima me, mogoče, kakšna šefica bi želela biti, ko boš velika? Hvala. Kakšna bom, ko bom velika. Mene so vedno navduševali voditelji, ki so res obvladali svoje področje. Mogoče se bolj na stroko osredotočam ravno zato, ker mi je toliko blizu ta stroka izobraževanja in se mi zdi, da moraš čutiti to, kar delaš, v kateri branži si, ampak vedno so me res navduševali voditelji z jasnim fokusom, z jasno vizijo, s posluhom za vse okrog. Zmer pa rečem, da mi morajo biti malo misteriozni, v smislu, da si res ne vzame zdaj časa za en klepet, mimogrede z vsakim, ker potem jaz mi rečem možu, komaj čakam, da mi nekdo reče, da sem jaz malo čudna, ali pa da komu tako piše, ker potem vem, da sem na pravi poti, ker če hočeš biti dober voditelj in z enim res jasnim fokusom, ne moreš biti kar povprečen, pa z vsemi živijo, pa si vzeti čas za njih, ampak si res tak preudaren, predvsem pa mi je všeč, če se ob voditelju počutiš varnega in da hočeš biti zraven pri temu, v kar verjame in kar ustvarja. Tako da meni je res tudi to želja, da bi tudi jezikovni trenerji sem hodili, ker se počuti tukaj varno, pa da se jih res spoštuje in da se res lahko veliko naučijo in prispevajo k eni širši zgodbi. Jaz sem prepričana, da se bojo od tebe zelo veliko naučili. Bom pa šla vprašati, če tvoje zaposlene. Zdaj pa še malo, prej so sicer že omenili, pa dajva reči kakšno besedo o projektu Učitelj sem, učiteljica sem. Ta izpostavlja dobre zgodbe učiteljev v slovenskih osnovnih šolah. Zdaj se počasi širi tudi na srednje šole, pa pridružil se bo projektu Global Teacher Prize. Kako nekako gledaš na razvoj projekta in kaj v bistvu te žene naprej, da ga še naprej ustvarjaš? Projekt Učitelj sem, saj na začetku je bil malo drugače zasnovan, ampak kakor smo ga zdaj zasnovali, mi je tako čist in s tako močnim poslanstvom, da me sploh ne znam povedati, kaj me žene naprej, ampak vse, kar se dogaja, me zelo motivira. In mislim, da cela ekipa taka, si ti zelo zraven. Všeč mi je, ker ne zahteva reform, ker ne delamo peticij, ne gremo na nož z nekom, ne želimo zdaj tukaj zakonov spreminjati, ampak enostavno fokus premakniti na dobro. In zdaj recimo, ko spoznavamo, saj vidiš, ko spoznavaš te učitelje in vidiš, koliko so oni dejansko povezani, kaj vse se dogaja za njih, koliko je to enih izobraževanj, da jih imajo in dobrih praks in kaj delajo znotraj enih razpisov, ampak to ne pride ven. Zdi se mi, kot da je šolstvo kar zaprto in tak en svet zase. In tudi učitelji, ko govorimo z njimi, se počutijo, da so v enem svetu, ki ni povezan z ostalimi. In mislim, da je naša naloga predvsem, da jim tem dobrim učiteljem damo glas, da jih izpostavimo javnosti in pokažemo, glejte, kaj vse imamo v Sloveniji. To že imamo in to vse se da. In predvsem mi je všeč, ker vidim že ti najboljši učitelji, ti, ki so se že prvi prijavili, ker res so izjemni, so nam rekli, potem, ko sem vas poznal, sem šel v razred še boljši. In si mislim, če so najboljši šli za 3% boljši v razred, bodo tudi tisti, ki nekje vmes stavajo, šli za 3% boljši. In tudi najslabšega učitelja bomo mi lahko dvignili za te 3%. In 3% bo čutila cela družba.
kaj šele, če lahko kaj več naredimo. In mislim, da res v tem prvem planu je res širiti glas, kaj vse imamo in to, da je v delu izpostavljeno enkrat mesečno cela stran, samo namenjena eni dobri praksi učitelja je izjemno. Potem naprej pa jih hočemo navdušiti mlade, da vidijo v njih ene vzornike in se odločajo za učiteljske poklice in to te ta pravi mladi, ne, in meni se zdi, da se učitelje čisto premalo vključuje, ne vem, meni se zdijo oni super gosti ali pa govorci na raznih konferencah, okroglih mizah, TED Talkih, kjerkoli, ker res oni so tam praktično polovico življenja vseh do 18. leta, a ne, in kako jih lahko zanemarimo pri katerikoli temi tega sveta, ker so zraven in ker oblikujejo generacije, ki bojo vplivali na vse to. Tako da razsežnosti so ogromne, tako da se bom kar ustavila tukaj. Spremljajte nas naprej. Jaz mislim, da tudi učitelji so v bistvu začutili to neko naše poslanstvo in to, da res hočemo širiti dober glas, tako da jaz sem zelo vesela, da sva skupaj v tem in se zelo veselim tudi prihodnosti. Zdaj mi pa povej še, v prostem času si tudi mama dveh krasnih punčk, veliko se govori o tem usklajevanju družinskega in poslovnega življenja, kar sigurno ni preprosto, pa ti imaš še moža, ki je tudi podjetnik in je tudi že zelo uspel v svojem poslu. Kako nekako to balansiraš? Kje je neka ta prava raven usklajevanja posla in družine? To sem že povedala, da mi ne gre in da v tem enostavno sploh po porodniški takoj nazaj, ne. Tako slabo vestjo odhajala prva iz pisarne, zato da sem punčki vzela zadnja iz vrtca in potem še dodatna slaba vest slabe mame. Vmes mi je uspelo potem reči, družina je prva, zdaj pa ne se zgodi karkoli, ne. Ampak mislim, da v tem razmišljanju, kako bom jaz to zbalansirala, moji punčki rasteta in postaja lažje. Tako da mislim, da jaz ne bom nič ene revolucije naredila in našla enega balansa, ampak bosta oni dve enostavno odrasli, ker gre res hitro. Moram pa reči, da se z možem kar lepo usklajujeva, no, tako da je to super, pa imava fantastične starše, tašča in tast tudi zmeraj na pomoč priskočita, tako da to je super. No, vidiš, torej ti gre balansiranje odlično od roke. Ja, odlično, s celo ekipo. Kakšne vrednote pa privzgajaš svojima punčkama in kako boš poskrbela, da bo z njima svet boljši? Imam eno izjemno srečo, največjo srečo, da se s svojo družino zelo dobro razumem, da se veliko družimo in da sem se tudi prišla v družino, kjer je družina na prvem mestu. Tako da sta punci res obkroženi s to vrednoto družine. In recimo vsako sredo tašča in tast tam ob 12 začenjata pobirati vse otroke, zdaj jih je že 9, po šolah in vrtcih in tam nekje do 2:30 se vsi zberejo, pri njih doma so do 7 in se družijo, ne, in meni se to zdi res največ, kar ima lahko dava, je res ta pripadnost, oziroma da ta varnost družine, da veste, da jo ima nekdo neizmerno rad. Drugo pa je, da tudi sledim svojim sanjam, recimo to, da greva v službo, nikoli ne rečeva, no, moram v službo, ne, ker hočeva ima pokazati, da služba ni nekaj slabega. In zmeraj rečeva, zdaj pa imam priložnost nekaj novega narediti, zdaj imam eno idejo in moram v službo, da to realiziram, ne, tako da oni dve imata službo res kot en tak poligon, kjer lahko se izrazita in uresničujeta želje in še nekomu pomagata in to se mi zdi ključno, poleg tega pa še punčki sta in neverjetno, kako hitro ponotranjijo to, kaj lahko punce, česa ne smejo, kaj lahko fantje, tako da res zelo vztrajno popravljam, ima kolesa, menjam žarnice, ju nosim vsako na eni roki, da vidita, da ni razlik in da lahko tudi fantje nosijo roza barvo. Odlično. Zdaj pa se nam čas žal izteka, midve se bova kmalu spet pogovarjali, v to ne dvomim.
Je pa tudi Bogo, ki nas danes posluša, dal svoj komentar in v bistvu nekako sva skupaj dala zadnje vprašanje, ker sem jaz tudi hotela zastaviti enako. Piše: Dejana, še enkrat čestitke za preboj v projektu Učitelj sem, učiteljica sem, ki ima že svoj večni zapis v tej čarobni Sloveniji. In sprašujete, in to je tudi v bistvu moje zadnje vprašanje, kaj je tvoja popotnica 10. MChem Top potencialu in pa 11. generaciji MChem Young Professionals. Bogo, hvala. Vedno tako lepo napišeš ali pa poveš. Moja popotnica je, naj res vsrkajo vse, ker trenutno se nahajajo v izjemnem prostoru in že zvonim kot Bogo zdaj. Ampak res, če se bojo prepustili toku in začutili, kaj vse lahko dosežejo zdaj z MChemom, ker MChem je res varno in zdravo poslovno okolje in res ni meja. Tako da ne res poslušajo, so v izjemni ekipi, izjemni ljudje so okrog. To je šele uvod, to ni zdaj konec programa in gre vsak po svoje, ampak je res uvod. Ampak MChem ne bo naredil vsega za vas, je treba biti tudi proaktiven, ampak predvsem naj to izkoristijo obdobje, ker je fantastično in mislim, da se ta fraza dati in dobiti nazaj še nikoli ni tako dobro izkazala kot ravno sodelovanje z MChemom. Super, Dejana, hvala res za tvoj čas in za vse tvoje besede. Jaz se pa zahvaljujem v tem trenutku še našim MChem Heroes, ki omogočajo, da naša platforma MChem Young sploh obstaja. Vam vsem pa želim lep večer in se vidimo spet jutri. Hvala.